Profesor Ramšak, vaša fakulteta, to je Fakulteta za matematiko in fiziko, ali na kratko ga rečemo kar FMF, je v sodelovanju s hrvaškimi kolegi iz Ruđerja Boškovića in oddelkom za fiziko Univerze v Trstu pred časom predstavila prvo mednarodno kvantno komunikacijo ob dogodku zasedanja skupine G20 o digitalni ekonomiji. Res vse pozornosti vredna prezentacija. Kako je v bistvu do te odločitve prišlo? Hvala lepa za to vprašanje. Mi se na fakulteti zdaj že 2-3 leta ukvarjamo ravno s tem področjem. Lani smo tudi pridobili en projekt od ARRS, ki nam omogoča vse to. In zdaj smo zaenkrat to v laboratorijih raziskovali in je za nas bilo ves čas izziv najti pravo uporabo tega v realnih pogojih. In tako nam je nekako kot po čudežu prišla ta priložnost, da je na zasedanju G20, ki je v okviru italijanskega vodenja, se pravi celo letos se dogajajo dogodki G20 v okviru italijanske države. In so naši kolegi iz Trsta in iz Bolonje v resnici dali pobudo, da bi preko svojega ministrstva pozvali tudi našo stran in bi vzpostavili ob tej priložnosti kvantno povezavo. Se pravi, to, kar mi delamo, o čemer se bo še pogovarjala, to smo dejansko imeli zdaj možnost prvič postaviti v realni situaciji. Torej, to, kar je zdaj novega, je to, da smo postavili komunikacijo na več kot 100 km, uporabili smo javno telekom omrežje in vzpostavili smo zvezo med 3 državami. Zdaj, zgodovinsko se to dogaja, vsako leto je napredek. Prva taka povezava je bila Dunaj-Bratislava, par let nazaj, ampak to je bilo eksperimentalno. Kitajci na Kitajskem so pred 3 leti že izstrelili en satelit, ki ima tudi možnost, da prek satelita se vzpostavi ta povezava, ampak to je bilo še vedno znotraj Kitajske. Tako da ta naša stvar je toliko zanimiva, ker je prvič šla ven iz laboratorija. Profesor Ramšak, vaša fakulteta, Fakulteta za matematiko in fiziko, je v sodelovanju s hrvaškimi kolegi iz Ruđerja Boškovića in oddelkom za fiziko Univerze v Trstu predstavila prvo mednarodno kvantno komunikacijo ob dogodku zasedanja skupine G20 o digitalni ekonomiji. Kot kaže, je ta dogodek res vreden vse pozornosti in kako je prišlo do te odločitve? Na fakulteti se sedaj že 2-3 leta ukvarjamo s tem področjem. Začelo se je predvsem z skupnim raziskovalnim projektom z Inštitutom Jožef Štefan in Fakulteto za matematiko in fiziko. Tukaj s fakultete tudi sodeluje profesor Kaltenbeck in z Inštituta Jožef Štefan kolega Peter Jeglič v svojem laboratoriju. In do sedaj smo v Ljubljani to raziskovali bolj laboratorijsko. Ob dogodku srečanja ministrov G20 v Italiji so se pa italijanski kolegi, s katerimi tudi sodelujemo, spomnili, da bi ob tej priložnosti vzpostavili to komunikacijo. Tako da to je v bistvu prišlo na pobudo italijanskih kolegov, smo pa skupaj postavili. No, za lažje razumevanje samega procesa, zakaj kvantna komunikacija? Gre za to, da vsi vemo, kaj je to pošiljanje sporočil po mobitelih, internet, to je običajno. In danes grejo vse te povezave v glavnem po optičnih vlaknih. Po optičnih vlaknih se pošilja v binarni obliki, to pomeni številke 0,1 zaporedje in to predstavlja informacijo, ali zvok, sliko ali pa samo podatke. In pogosto si želimo, da bi te podatki ne bili dostopni drugim, se pravi, da se ne da prisluškovati. Vse v zvezi z bankami, zdravje, osebni podatki, želimo neko privatno. Zaradi tega so te komunikacije nekako zakriptirane. In to je zdaj v trenutni situaciji to na klasičen način. Ta klasičen način je tak, da imamo neko geslo, dovolj veliko, preko tega gesla se komunikacija nekako zaščiti. Zdaj, osnovni problem je, kako med 2 sogovornikoma, ki sta daleč narazen, posredovati geslo. Ta problem je star že tisočletja. Imaš nekega sla, ki iz ene lokacije na drugo prenese sporočilo,
Zdaj, če je to sporočilo zašifrirano, je treba šifro prenesti. In kdo bo prenesel šifro? Namreč tega sla lahko ujamejo in prepišejo šifro in kakorkoli na koncu komunikacija ni varna, ker ne veš, ali je kdo v tem procesu šifro videl. No in zdaj klasično, praktično ne obstaja noben način, ki bi bil 100% varen. Namreč vedno se da prisluškovati to, kar sem na začetku omenil, se pravi, če imaš optična vlakna, po katerih pošle svetlobne bliske, ki pomenijo 0,1, v vsakem od teh bliskov je zelo veliko osnovnih gradnikov svetlobe fotonov. Se pravi, to so milijarde in milijarde fotonov v enem blisku. In zdaj, če kdo to prisluškuje, si lahko tako predstavljate, kakor da vam nekdo nadaljavo z baterijo takole sveti svetlobne bliske in če nekdo za vami stoji, vse to vidi, kaj se tukaj bliska. Vi sploh ne veste, da še kdo to gleda. Skratka, v klasični komunikaciji, kjer se svetlobo pošilja podatke, lahko to svetlobo vidi še kdo drug, si zapiše in prisluškuje. No in zdaj počasi prihajamo na vprašanje, kaj je pri kvantni komunikaciji drugače. Kvantna komunikacija je v tem, da mi pošiljamo en sam foton. Zdaj, kaj je foton? Foton je osnovni gradnik svetlobe, tako kot neke vrste osnovni delec. In ta en foton ima svojo kvantno naravo. Ta narava je pa taka, da ta foton je ali ga ni. Se pravi, pošleš enega in tega enega bo naslovnik prejel, ali ga pa ne bo prejel. Če ga ne bo prejel, pomeni, da ga je kdo prestregel, ali pa da se je izgubil zaradi absorpcije, zaradi izgub. Ampak če ga pa prejme, je pa lahko 100%, da ga nihče drug ni prejel. Zdaj seveda, čisto 100% morda ni, lahko bi ga kdo prej prejel, pa njemu poslal kopijo, izkaže se, to pa drugo kvantno pravilo, da se ga ne da kopirati. V kvantnem svetu ni kloniranja, to je nek izrek. In zdaj, kaj je zdaj bistvo? Pri kvantni komunikaciji torej mi pošiljamo posamezne fotone na določen način pripravljene, in kot naslovnik ta foton prejme, ve, da ga nihče ni mogel drug prestreči in ta komunikacija je brez prisluškovanja. In zdaj na ta način, kaj smo mi naredili pri tem dogodku, oziroma kaj je bistvo te komunikacije, pošle dva sogovornika, se pravi te v Trstu pa v Ljubljani, pa na Reki so tudi bili, se dogovorijo z tem kvantnim sistemom za skupno šifro. In oni si pošljajo v bistvu password, geslo. In to geslo si pošljajo oziroma uskladijo na tak način, da se ga ne da, da se mu ne da prisluškovati, ne da se ga skopirati. To je v tem pogovoru težko razložiti, ampak to je tisto bistveno, glede na klasično. Torej, klasično svetim z baterijo proti vam, za vami en stoji, pa te iste bliske gleda, si zapisuje, pa ima vse, kar je hotel dobiti. Oba sta dobila, vi še veste, da je nekdo prisluškoval. Kvantno pa jaz pošiljam fotone in ga dobite ali vi ali on, ne morate ga pa oba dobiti. In on ga ne more dobiti in ga skopirati in ga še ven poslati, da bi mislili, da ga on ni dobil, ker se kopi ne da narediti. Imenitna razlaga. Da pogledajte, če na drobne pogledamo, recimo samo na kratko, da sama beseda kvant je pogosto povezana z zapletenimi enačbami in neintuitivnimi fizikalnimi pojavi. Ne? In kot fiziki pravite, naš svet je neopazno kvantni, ne? Navajate vi pogosto fiziki. Ne? Kvantna fizika pa na nek način ureja vse, kar obstaja. No, in to pa povzroča veliko zmedo v javnosti, ki seveda tega ne razume, oziroma zelo težko, če nisi vešč teh razlag. Namreč, kako lahko nekaj tako neintuitivnega, kot je kvantna fizika, opiše intuitivni svet? Na kratko, če se lahko to pojasni, ker to vidim, da se recimo pri ljudeh pojavljajo taka vprašanja, če si recimo pogledajo nekoliko na drobne, recimo kaj so to kvanti. Če bi to bilo enostavno, bi to že Aristotel pred 2000 leti obravnaval. To je mogoče enostavno odgovor. Gre za to, da to, kar mi s prostimi očmi vidimo, ni nič kvantno. Zelo težko je kaj kvantnega najti. Lahko vse razložimo recimo z Newtonovimi enačbami. Z enačbami termodinamike 19. stoletja, z enačbami elektrodinamike, to, kar je Tesla potem uporabil in njegovi sodobniki, da so elektriko peljali. In na začetku 20. stoletja, okoli leta 1900, so se pojavili različni eksperimenti. Tukaj je bil Max Planck, tisti, ki je to opazoval.
ki se jih ni dalo pojasniti z tisoč let starimi pogledi. Hočem odgovoriti na vprašanje, zakaj pravzaprav sploh imamo tako komplicirane teorije, kot je kvantna mehanika. Zaradi tega, ker smo pred 100 leti naredili take aparature, da smo začeli opazovati tisti del sveta, ki ga, da tako rečem, Aristotel ni mogel videti. Zdaj, zakaj gre? Če gledaš sonce, pa ga s prizmo razkloniš v mavrico in če to mavrico zelo natančno pogledaš, vidiš, da nekatere barve manjkajo. Mavrica gre pač po vrsti, tako kot smo navajeni, ampak vmes nekaterih barv sploh ni, je črno. Če vzameš plin, recimo pred 100 leti recimo so bile že neonske reklame, se pravi te rdeči napisi, neon sveti v rdeči barvi. In ko so to gledali in ko so natančno s prizmo pogledali spet mavrico teh reklamnih napisov, so videli, da noter sploh ni mavrice, ampak so samo čisto posamezne barve. In tega se na noben način ni dalo razložiti v okviru klasične mehanike. No in zdaj Max Planck, zakaj ga omenjam? On je bil tisti prvi okoli leta 1900 in potem Einstein takoj za njim. On je izumil besedo kvantum. Kvantum latinsko pomeni toliko ali koliko. To je majhna količina nečesa. No in kaj je kvant in kaj je Einstein, kaj so potem naprej ugotovili? Da če hočeš razložiti, zakaj je plin, ki sveti tak, da ima samo določene barve, moraš vpeljati popolnoma novo teorijo. In zdaj ta teorija ni tako nenavadna od običajne. Vsi poznamo inštrumente glasbene, kitaro, klavir in tako naprej. Če na kitari zabrenkaš, v glavnem zazveni en ton. Če pritisneš na klavir na eno tipko ali na drugo ali na tretjo, vedno je drug ton. Res, da je mešanca, so še malo zveni drugače, ampak v glavnem so določeni toni. No in to je v klasični mehaniki popolnoma razumljivo. Imaš stoječe valovanje na struni in je rezultat določena frekvenca, ki jo slišimo. No in izkazalo se je, da pri kvantni mehaniki je treba atome, ki so jih takrat šele odkrivali, da obstajajo, obravnavati s teorijo, ki je zelo podobna teoriji valovanja. In rezultat je, da tam noter nekaj valuje s točno določeno frekvenco in zaradi tega so te barve, ki so jih takrat prvič opazili kot diskretne, ne kot enakomerno vse zastopane, samo nekatere. Se pravi, plin, ki sveti, neon, recimo, ki sveti v rdeči reklami, ima not samo določene barve, tako kot klavir, ki ima samo določene tipke. Medtem ko šum, recimo, če nekaj takole ropotaš, dobimo vse zvoke noter, ampak glasbeni inštrumenti dajo samo določene zvoke. No in atomi, molekule so v resnici majhni glasbeni inštrumenti za svetlobo, ki dajo samo določene frekvence. Ampak to tega opisati pa ni mogoče s klasičnimi enačbami mehanike pa elektromagnetizma, je pa treba najti novo teorijo. No in zdaj se vračam na odgovor, nisem bil tako zelo hiter, kot ste si želeli, da zakaj so tako neintuitivne enačbe za nekaj vsakdanjega. Ravno odgovor je v tem, dokler nismo zelo natančno nečesa pogledali, niso bile potrebne te enačbe, to pomeni običajen, lep svet ne potrebuje teh enačb. Ko pa ti natančno gledaš svetlobo, vidiš, da ni čisto taka, kot jo vidiš brez mikroskopa, brez prizme in tisto novo je pa neintuitivno in tisto novo moraš tudi z novimi enačbami pojasniti. Super. Ne vem, če sem bil jasen. Ja. Skratka, ni to, ker tako rabim za enačbo, zato da vem, kako je ptič leta. Ne, ti moraš pogledati, zakaj svetloba ni čist taka, kako s prostimi očmi vidiš, šele potem dojameš, da rabiš novo teorijo, da to razloži. Ta teorija ni preprosta. Zelo jasno. Ja, in zanimivo je, da se fiziki danes v odzivu na potrebe časa intenzivno res ukvarjate z raziskavami teh kvantnih pojavov, zakonitosti in konec koncev tudi z aplikacijami, kot sva prej govorila. Ne? Kako gledate vi na ta trend razvoja? Ta trend je bil vedno in tudi vedno bo. Ne? Je pa vedno en razkorak nekaj 10 let med odkriti pa med uporabo. Zdaj, znanje, nek citat Michaela Faradaya, kjer naj bi on rekel takratnemu finančnemu ministru,
ki ga je vprašal, zakaj pa je to dobro, kar vi delate. Mimogrede, Faraday je odkril vse te zakone indukcije, elektrike, to je bilo okoli 1860 leta. Vse to, na čemer temelji, vse, kar je v zvezi z elektriko, pa z motorji, električni avtomobili. No, skratka, to je on takrat se igral s tem. In je finančni minister vprašal, zakaj pa je to dobro, in rekel, ne vem, zakaj je dobro, ampak sem prepričan, da boste kmalu lahko obdavčili to, kar je zdelal. No in tako je dejansko čez 50 let je Tesla zares izumil tisti izmeničen tok in je to postalo pač prevladalo. No tako dan danes, kvantno mehaniko so pred 100 leti odkrili, svet je bil sicer šokiran z atomsko bombo leta 1945, takrat smo se zavedali, da obstaja fizika in da je to res nekaj drugega, ko lahko takole uničiš celo mesto, da je to kvantitativno nekaj novega. No, ampak, če pustimo ta, bi rekel, ne tako prijeten, očiten vidik nečesa novega, je pa zdaj ta kvantna revolucija, ki prihaja. Na področju kvantne komunikacije, ki je samo majhen del, predvsem pa kvantnega računalništva, ki je na pohodu, bo to neke vrste nova atomska bomba. Ugotovili bomo, kmalu bomo dojeli v vsakdanjem svetu, da bo to prineslo popolnoma nov pristop k nekaterim področjem. Recimo, to je zdaj se že vidi, se pravi, hramba podatkov, zanesljivo šifriranje, se pravi bančnih, osebnih, vseh drugih podatkov, bo z kvantnim računalnikom naenkrat odprto. Te velike sile, se pravi Kitajska, Rusija, seveda v EU se trudimo v ZDA, razvijajo te sisteme, ampak zavedati se moramo, da ti, ki lahko, že zdaj prisluškujejo našim pogovorom. Seveda, veliko naših pogovorov, kot mali človek, smo nezanimivi, ampak gre za tam, kjer je kaj zanimivega. Med državami, politiki, finance in tako naprej. To se vse prisluškuje, če hočemo ali nočemo. In to je vse zakriptirano, zašifrirano. In vsi te podatki se hranijo. In ko bo kvantni računalnik, bo v hipu lahko se to odprl. To je zdaj že precej strahu, zaradi tega, ker kvantni računalnik bo pa res, ko je bilo vprašanje, zakaj rabimo kvantno mehaniko, ena od teh stvari bo kvantni računalnik, v katerem se lahko posebej še kaj reče. No, ampak vprašanje je, kako vidim razvoj. Razvoj je vedno tak, da gre naprej, če hočemo ali nočemo. Ljudje smo radovedni, najprej v laboratoriju želimo razumeti, potem pa, ko vidimo, da nekaj deluje, so pa eni tudi podjetni, lahko so to isti ali pa niso isti in to potem tudi uporabljajo. Tako da vse, kar je možno, se bo uporabljalo. No in vaša fakulteta pa je med tistimi v okviru Univerze v Ljubljani, ki je intenzivno umeščena tudi v mednarodno raziskovanje in pa to sodelovanje, ne? Pa me zanima, če je to conditio sine qua non uspešnosti univerzitetnega izobraževanja današnjega časa, ker konec koncev je lahko tudi nepisano pravilo, recimo neke fakultete, ali ne? Ali je to samo po dekretu, tako rekoč? Mislim, da so vsi veliki raziskovalci vedno veliko sodelovali z drugimi velikimi raziskovalci. In oni manj veliki so tudi zelo napredovali s tem, ko so bili v stiku z ta največjimi. Tako da jaz mislim, da tukaj je to naraven proces, da sodeluješ z drugimi. Tisti, ki želi raziskovati, pa hoče dobro delati, avtomatično sodeluješ z vsemi drugimi. Tako da zdaj tukaj ni, da rečeš, moraš sodelovati. Če boš moral sodelovati, je to že prepozno, tam ne bo efekta. Mislim, da kakor jaz pri kolegih tako vidim, je to spontan proces, da z drugimi delaš. No, zdaj, na osnovi tega ste tudi vi izobrazili, mislim, vaša fakulteta, ne? Vrsto mednarodno uspešnih znanstvenikov. Kako vam pa to uspeva? Vsi se namreč ne morejo s tem pohvaliti. Ne vem, za druge, za našo fakulteto lahko rečem, da imamo srečo, da je nekako v Sloveniji dovolj zanimanja za matematiko in za fiziko, za osnovne vede. Zgleda, da v srednji šoli pri nas je dovolj teh predmetov, dovolj dobro se to predava. Vidimo, da tudi na srednješolskih raznih tekmovanjih imajo zelo dobre rezultate. In zdaj ti študenti, ko pridejo k nam, nekako smo zelo veseli, ker so izredno radovedni in med njimi je vedno
kar precej takih, ki jih zanima raziskovanje že med študijem in potem, ko diplomirajo, jih to zanima. Se pravi, ne grejo delati tega, kar mi delamo, bi rekel, samo zaradi denarja, ali pa sploh ne zaradi denarja, ampak jih zanima. In to se mi zdi tisto, kar potem avtomatično vodi do rezultata. Če te nekaj zanima, pa to delaš naprej. In se mi zdi, da to pri nas vsi moji kolegi tako so na nek način malo entuzijastični za to, kar delajo. Se mi zdi, da to je razlog, zakaj mogoče so uspešni, so uspešni. No, ampak o mednarodno prodornih in uspešnih strokovnjakih se običajno govori predvsem o tistih, ki prihajajo z področja naravoslovja in tehnike, ne? Pa se vam ne zdi, da smo včasih preveč na nek način mačehovski do drugih področjih, ali pa je v ozadju kaj drugega? Ko bi zdaj na to odgovoril, se mi zdi, saj imamo tudi Žižka, na primer, najbrž se ga vedno v tem kontekstu omenja in še tudi druge umetnike. Tako da se mi zdi, da je tega več. Mogoče v naravoslovju je kakšna stvar bolj merljiva, pa se lažje kaj primerja. Naravoslovje je tudi posebno v tem, da v glavnem imamo srečo, da lahko delamo eksperimente, imamo neko škatlo, tam noter damo, izmerimo, odkrijemo nekaj, česar še ni nihče, objavimo in potem nekdo na drugem koncu sveta si tudi naredi to škatlo, to izmeri, reče, ja pa res, prav so izmerili. Skratka, to, kar mi delamo, je univerzalno, mogoče v drugih področjih pa ne morejo tako zelo preverjati svojih rezultatov. Recimo s tem v zvezi, recimo v družboslovju verjetno se da veliko raziskovati, pa težko ponoviti eksperimente, tam je vse bolj enkratno, pa ni tako strogo definirano in merljivo. Tako da mogoče je to razlog, da je tam težje tako zelo izmeriti uspešnost nečesa. V drugi strani tudi v fiziki, do pred kratkim, recimo astronomi niso imeli možnosti delati eksperimentov, spomnimo se tisočletja nazaj, so gledali zvezde, vse so že vedeli, tudi veliko zvezd so stari Grki poznali vse, ampak samo gledali so. Tam gor so zvezde in ti gledaš in razmišljaš, kaj je to. Danes imamo na podlagi nove tehnologije veliko boljši vpogled v to. In se da kvantitativno se to raziskovati. Hočem reči, da naravoslovje po naravi imamo možnost še enkrat eksperiment, potem narediš teorijo, preveriš razumevanje, greš naprej, nekdo drug lahko to ponovi in se mogoče to znanje in priznanje, da nekdo nekaj zna narediti, zelo hitro lahko preveri in smo mogoče zato bolj vidni. Neko umetniško delo, družboslovno, humanistično, ni mogoče, ni eksperiment in teorija in se pravi teza, antiteza, sinteza, kot smo včasih rekli, in potem je mogoče manj ta odličnost takoj vsakmu jasno. Recimo en tujc, mogoče, če pri nas en raziskovalec odkrije nekaj v tej svoji škatli, pojav, on ga ponovi, reče, ja, oni so to odkrili. Če v teh mehkih znanostih nekdo nekaj odkrije v svetu, morda to ni toliko opaženo, ker ne more tega ponoviti in jih niti ne zanima. Tako da jaz tukaj vidim, da ni čisto enaka možnost biti opažen na svetovni sceni. Tako da zato je tukaj težko reči, da imamo mi recimo v tem področju boljše svetovno priznane raziskovalce kot druge, mogoče tukaj večja vidnost. Profesor, kako pa v tem kontekstu vi vidite prihodnji razvoj, tako rekoč lakoto sodobnih družb po novih in novih tehnologijah, novih rešitvah, ki nam bodo lajšale življenja? Zanimivo pa je nekaj. Prav vaši kolegi, fiziki in matematiki, se mi zdi, da so izjemno senzibilizirani na posledice sodobnega razvoja in ponujajo tudi bistvena vprašanja, na rešitve katerih pa bi mogli iskati odgovore sociologi in filozofi. Kako bi vi to razložili, recimo, ne? Na kakšen način vi v bistvu vaše študente senzibilizirate za ta širša družbena vprašanja in pa posledice, recimo, tudi tehničnega, tehnološkega razvoja? Po pravici povedano, prav veliko prostora pri naših predavanjih nimamo za te stvari, ki jih sprašujete. Namreč, naš študij je še vedno v glavnem, predvsem na prvi stopnji, na prvih 3 letih, temelji na osnovah.
Se pravi, to, kar je zdaj recimo se dogaja na tehnološkem področju, to pride šele kasneje. Pravi, prva 3 leta se učijo, se pri nas predava stvari, ki so pač temelji. Tukaj je veliko snovi in nekako ni časa in prostora, da bi zelo se spraševal po teh vprašanjih. Zdaj, v višjih letnikih, se pravi 4., 5. na 2. stopnji, tam so nekateri izbirni predmeti, ampak pretirano se ne sprašujemo. Se najbrž to samo sam predmet ne da, to tudi najbrž profesor. To je odvisno od osebe, ki predava. Ne. Predavanja so dobra ali slaba, v glavnem zaradi profesorja, ne zaradi tehnike, okolja, literature, od osebe. In zdaj, imam občutek, da se pretirano mi ne sprašujemo, zakaj bo nekaj dobro, nas zanima, zakaj je tako. Ja, se to ste že prej na primeru povedali, Faradaya recimo, ne? Ja, nekako nismo močno vpeti niti v aplikacije, niti v razmišljanje o posledicah našega raziskovanja. Ampak treba poudariti, da pa to svojo energijo, ki jo imamo, nadomestimo z izredno dobrim objavljanjem v pač temeljnih znanosti. No, ker ste že omenili aplikacije, me zanima, poglejte, Evropa oziroma Evropska unija, ne, komisija, ne, z nekoliko spremenjeno paradigmo razvoja zaradi izkušenj s tem covidom in covid epidemijo preusmerja oziroma poudarja razvoj temelječ na inovacijah. Tako smer izobraževanja pričakuje tudi od univerz samih, ne. Celo več, Evropski inštitut za inovacije ponuja tudi finančna sredstva za prebojne raziskave in hitro implementacijo v industrijo. Kako naj bi se v bistvu univerze odzivale na to? Ja, predvsem se moramo večkrat srečati iz različnih področij in se na podlagi teh razpisov, recimo, ali pa teh možnosti financiranja, pogovoriti, kako bi lahko kdo prispeval. Dejstvo je, da relativno malo sodelujemo med različnimi fakultetami. Tukaj je veliko razlogov, ampak zato, ker je zdaj bilo omenjeno, ne, v zvezi z inovacijami, verjetno ne gre samo v enem področju, treba več področji interdisciplinarno se združevati. Zdaj, prav matematika, fizika ni zelo primerna za to, ker smo tako zelo intenzivno fokusirani v čim boljše in čim bolj osnovno znanje, ampak lahko pa s tem svojim znanjem pomagamo. Se pravi, mi bi recimo, če stališča fakultete gledam, bi rabili nekega partnerja, ki je pa bliže praksi, če pa gledam stališča univerze, pa imamo tega dovolj. Se pravi, imamo fakultete, ki so pa res bolj vpete tudi v prakso, ne toliko v teorijo, in jaz mislim, da imamo potencial, da to izrabimo. Vendar pa je svetovno priznana ekonomistka Mariana Mazzucato izrecno poudarja, ne, da same inovacije niso stvar genialnosti, ne, ampak pravi, da je to stvar investicij državnih spodbud v znanost. Kakšen je pa vaš komentar glede tega? Nekaj dosti komentirati, ne. Ja, seveda, veliko študij je bilo narejenih in se sliši zelo smiselno, da so vse te investicije v raziskave se večkratno povrnejo na daljši rok, kot smo rekli. Tako da tukaj vsaka od teh investicij v kvalitetne raziskave pač se obrestuje, se ne more ne obrestovati. Ampak seveda, treba je poskrbeti, da je sistem tak, da tisti, ki se prijavijo, pridobijo te projekte, da se po nekih kriterijih pogleda, kaj so že naredili in se ne reče, dajmo nekomu, ki vsa leta ni ničesar naredil, pa reče, zato nisem nič naredil, ker nisem imel denarja, zdaj pa, če mi veliko daste, bom pa naredil. Treba malo gledati, kaj je s tistim, kar je že kdo dobil, naredil. In potem te nove projekte, recimo, ustrezno razdeliti. Ampak nujno je nov denar, oziroma nova investiranja, ampak je treba tudi premisliti, na kak način se to potem porabi. Da ima kakšen učinek, ne? Ja. Kako pa mi to filozofijo razumemo pri nas, ne? In kakšen je odnos do znanosti pri nas? A pojmujemo znanost kot integralni del razvoja in nenazadnje tudi univerzo kot najpomembnejši razvojni člen v okolju, kjer znanje nastanja?
No in dober primer je prav polje kvantne komunikacije, o čemer sva midva govorila na začetku. Na splošno imam občutek, da znanost v zadnjih letih pravzaprav pridobiva na ugledu. Kljub temu, da vsake toliko časa znanstveniki smo šokirani nad kakšnimi teorijami zarote ali pa temi res neznanstvenimi pojavi, ki jih tako srečaš na ob kakšnih priložnostih, ampak v večini se mi zdi, da ljudje le sprejemajo znanost in razumejo. Zdaj, ta kvantna komunikacija, to je čist finesa, to trenutno ne more biti še zanimivo za vse, ampak s časom bo seveda to tudi prišlo. No, če so napovedi, da bi že leta 2025 kar polovica delovnih mest zahtevala visoko izobražene kadre, pa bi morala o tem razmisliti tudi univerza sama. Kako načrtovati izobraževanje, da bodo kadri primerni potrebam razvoja tako gospodarstva kot tudi v družbenem razvoju nasploh? Jaz ne mislim, da je treba, da univerza direktno dela kadre, ki so takoj polno uporabni. Včasih slišiš kakšne komentarje iz kakšne tovarne, da tako rečem, iz nekega zaposlovalca, dajte vi vaše diplomante naučiti že bolj konkretne stvari. Po mojem moramo mi, vsaj mi se tukaj pri nas tako trudimo, izobraziti oziroma vzgojiti kritično mišljenje, splošno znanje, temelj znanje, prilagodljivost in te študenti, ki bojo vse to absorbirali in ki pridejo čez ta sistem do diplome, te so ponavadi potem se sposobni zelo hitro prilagoditi na trenutno delovno okolje. Hočem reči, da ni potrebe, da če karikiram, da univerza nauči diplomante uporabljati neko konkretno aparaturo, ki je v neki firmi uporablja, da že vse gumbe diplomant pozna in mu ni treba priročnika, ko pride v tisto tovarno, da tako rečem, pogledati, ampak že vse zna delati. On mora biti sposoben razumeti principe in biti sposoben absorbirati, moramo ga naučiti uporabljati literaturo in da se na podlagi neke literature pripravi na novo stvar. Skratka, naši študenti morajo biti sposobni, in se mi zdi, da tudi v veliki meri so, absorbirati novo znanje. Pravi, tukaj se naučijo temeljno znanje, naučijo se razmišljati, uporabljati znanje in ko diplomirajo, je idealen študent tist, ki je se pripravljen še naprej učiti z istim tempom, ko pride v neko okolje. Ni treba, da je že čisto gotovo. Tako da tukaj me dostikrat moti, da naj bi univerza kadre pripravila že na neko konkretno situacijo. Mi moramo imeti dobre diplomante, ki se bojo potem sami še malo prilagodili. Da ne vem, če je to odgovor na to, kar ste želeli. Ampak ni tako, da moti me, da pogosto nekateri pričakujejo, da bojo diplomanti se kar usedli na novo delovno mesto in bojo že vse znali. To ponekod najbrž gre, ampak svet se tako hitro spremenja, da se bojo tudi ta delovna mesta čez 5 let spet zelo spremenila. To pomeni, da ni treba, da se študent zelo fokusira. On mora imeti odprto glavo in se mora naučiti prilagajanja. Vse kvantna tehnologija je. Ta tehnologija se bo tako hitro spremenila, dvomim pa, da bo leta 2025 taka potreba. Profesor, dobri kadri, ki prihajajo z univerze, se oblikujejo tudi v sodelovanju med študentom in profesorjem, kar sva že nekajkrat omenila, pa tudi sami študenti, študentski skupnosti, kjer se mlad človek se tam socializira, oblikuje, se pravi, da imate vi ne samo, da poučujete in podajate novo znanje, ampak imate tudi socializacijske vlogo. No in tu je pa prišlo do zaloma v zadnjem letu zaradi pandemijskih razmer, ko se je vse poučevanje preselilo na splet. Da bo to pustilo določene posledice, tako v znanju kot v socialnem formiranju mladega človeka, opozarjajo res skoraj vse svetovne avtoritete. Spomladi ste tudi vi sami javno se oglasili kot eden redkih dekanov in opozarjali na ta problem. Kako to vidite danes? Res je, da sem jaz bil med tistimi, ki smo rekli, da eno leto, če so študenti zaprti v Zoom, še ni katastrofa. Vse so prilagodljivi, naučili so se novega načina, tudi te komunikacije jim bo prišlo prav. Ampak še več kot to,
je pa zelo slabo. Se pravi, zdaj, ko gremo v drugo, tretje leto, zdaj pa na vsak način nujno začeti delati na normalen način, ker, kot sem že takrat pisal, kot ste omenili, iz prakse vidimo, da enostavno učenje nadaljavo oziroma delo nadaljavo nikakor ne more nadomestiti živega stika. Vidimo pri študenti, jaz imam pač izkušnje z našimi, verjetno so povsod podobni, so zelo, bi rekel, radovedni, zelo so kritični, ko ti predavaš na tabli, pišeš po tabli, oni vrč čas sprašujejo, če se zmotiš, takoj opazijo, vsaj kdo opazi, se takoj pritožijo in se to takoj razčisti in to potegne še druge za sabo. Se pravi, tega stika na Zoomu nikakor ni bilo, na učenju nadaljavo, to je velika pomanjkljivost. Drugo je, študenti v višjih letnikih, te, ki jih zanima, so pogosto vključeni v kakšno raziskovalno skupino, tam ob mogoče enostavnejšem delu, skupaj z drugimi, s starejšimi kolegi, doktorandi, morda se že zelo veliko naučijo. Potem je naprej doktorski študenti, recimo doktorski študenti nadaljavo v glavnem ne morejo delati, zaradi tega, ker oni, spet govorim za področje naravoslovja, mogoče bolj, morajo pač res dnevno svoje raziskave delati in pride do težav, vpraša mentorja, kolega, te komunikacije nadaljavo enostavno ne moreš vzpostaviti. Tako da jaz mislim, da, če se ponovim, 1 leto, recimo, se reče, so se naučili še nečesa drugega. Zdaj pa skrajni čas, da gremo v polno predavanje v živo. Zdaj upam, da kljub temu, da se bo zdaj ta situacija, ki se grozno slabša, v naslednjih tednih lahko pričakujemo še velik porast okužbe, da bomo vsem lahko predavanja izvajali na univerzi v živo, kjer je pa nujno seveda cepljenje ali pa vsaj PCT, striktno izvajanje tega kriterija. Tako da tukaj je moje mnenje, da bi morali mi še več narediti na tem, da bi študenti nekako dojeli, da je cepljenje v bistvu varno, dovolj varno in dobro, da se vrnemo v navadno življenje. Pa so študenti temu naklonjeni, a ste kaj pregledali? Kolikor sem se osebno pogovarjal, so naši študenti, so naklonjeni. Je pa zelo težko dobiti pregled. Nimamo podatka, pravzaprav anket ali podatka, koliko je študentov cepljenih. In je tudi težko, ker imamo zelo veliko omejitev pri zbiranju takih podatkov. Mi ne smemo teh podatkov nekako zbirati na kak drug način, kako recimo, da bi jih spraševali. In ne vemo. Vemo, da univerza, vsaj v pedagoškem delu, je izredno visoko precepljena, mislim, da je bilo rečeno okoli 85%, medtem ko za študente pa tega podatka nimamo, zdaj s 1. oktobrom se bo to pokazalo. Skratka, moje mnenje, in to sem tudi našim študentom na naši fakulteti pač poslal poziv, zdaj je točno pravi trenutek, še 1 mesec do predavanj, da se cepijo. In v tem primeru bi lahko res praktično normalno delali, skoraj normalno. In zdaj je res skrajni čas, da začnemo normalno delati. Poglejte, znanost s pomembnimi dosežki lahko tudi spreminja paradigmo razumevanja sveta. Nekoliko ste že to pokazali, danes nakazali. Kako pa so taka prizadevanja tudi sprejeta znotraj same znanstvene skupnosti, pa tudi nekako širše, javno, ne? Primer razumevanja in apliciranja je recimo ravno to razumevanje kvantnih zakonitosti, kot ste rekli. Mislim, kako se vaši kolegi ali pa recimo sploh znanstvena skupnost na to odziva? To je več vidikov. Se pravi, moji kolegi pač kvantno mehaniko znajo, njim je vse jasno. Zdaj, drugi je pa ne znajo, ampak mislim, da kvantne mehanike nikoli ne bojo vsi znali in ne bo potrebe, da jo znajo. V bistvu gre to za to, to je podobno, pred 100 leti sta bili 2 veliki teoriji, kvantna mehanika in splošna teorija gravitacije. Einstein je splošna teorija gravitacije prvih na začetku prejšnjega stoletja pač odkril. Od začetka je bila kot zanimivost, ker so ugotovili, da je rahlo drugače se naj bi planeti gibali. Šele v zadnjih desetletjih, ko imamo teleskope primerne, vidimo, da so zares črne luknje, da so zares razni gravitacijski valovi, razni pojavi, ki so bili čisto nepredstavljivi. In zdaj ljudje, ti, ki jih zanima znanost, lahko čisto lepo preberejo o teh dogodkih, o teh posebnih pojavih, ne da bi dejansko znali
splošne enačbe, splošne gravitacije reševati. Je to nepotrebno, to je to komplicirano, da običajen uporabnik niti se ne more tega naučiti, niti ne rabi. Tako je s kvantno mehaniko. Kvantna mehanika ima svoje principe in svoje enačbe, ki verjetno ne bojo v splošni populaciji nikoli potrebne. Tako kot dejansko mi tudi ne potrebujemo znanja točno, kako deluje mobitel. Vsi ga uporabljamo. Tukaj mogoče omenim, da seveda temelji vse polno na kvantni mehaniki, vse s kvantno mehaniko izračunajo, kako naj te spominski elementi, procesorski, grafični delujejo, ampak mi o tem nič ne vemo, pa deluje. Tukaj bi mogoče še omenil, da to je prva kvantna revolucija, se dostikrat reče, da so klasične naprave, ki temeljijo na kvantni mehaniki. Zdaj, druga revolucija pa to, kar smo omenili, to, kar prihaja, kvantni računalnik, kvantna komunikacija, to je pa še nadgradnja, ki še prihaja. Tako da zdaj vprašanje, kako to sprejemajo. Splošna javnost najbrž se o kvantni mehaniki nikoli ne bo spraševala konkretno. Beseda kvantno se bo pa tako udomačila, da bo čisto povsod. Tako, na mobitelu recimo zdaj prihaja tehnologija G5. Kaj pa je G5? G5 je samo to, da je pač nekajkrat hitrejši internet, nič drugega. In zdaj, ker je nekajkrat, velikokrat hitrejši, ta internet se lahko tudi bolj zapletene stvari preko njega prenaša. In boš imel na mobitelu, bo pisalo 5G, zdaj, če piše zdaj 4G. In zdaj, čez toliko in toliko let, ko bo kvantni računalnik, pa kvantni mobitel, bo pač tam gor en Q, pa boš kupil navadnega ali pa kvantnega, čez par let bojo pa samo še kvantni, pa se pa beseda kvantni sploh ne bo uporabljala, ker bo itak to samoumevno. Kaj pa bi vi danes svetovali mladim v kontekstu usmerjanja in odločanja za delo znanstvenika? Osnova vsega je, da te zanima. To pomeni, še naprej bi jaz priporočal, da v srednji šoli gojimo ta nabor naravoslovnih predmetov na nivoju, kot imamo sedaj, ali pa kvečemo še boljš. In to potem tiste mlade, ki imajo po naravi čut oziroma veselje do tega, pritegne, jim vzbudi radovednost in pridejo potem na fakultete, kjer se to dela in potem gre naprej. Tukaj ni nekega recepta, samo znatiželjnost, bi rekel. Zdaj seveda nekoga lahko zanima, pa se izkaže, da mu recimo sposobnosti take drugačne ne omogočajo, pa bo pač on kaj drugega šel delati. Ampak tisti, ki ima sposobnost, jo itak ima v sebi, znatiželjnost pa tudi. Tako da tukaj mi moramo samo dati okolje, da otroci oziroma mladi se srečajo s tem in da ne zasovražijo teh predmetov v srednji šoli, da jih ne odvrnemo. Pa bo pa samo šlo. Jaz predstavljam. Pa se vam zdi, da ima znanstveno delo danes dovolj veljave in tu mislim seveda tudi na to sintagmo, ki so jo zadnje leto izrekali različni odločevalci in mnenjski voditelji, ko so poudarjali, znanost nas je rešila v pandemiji COVID-19. Kot sem tudi prej že rekel, jaz mislim, da znanost ima nek določen ugled. V bistvu so nekateri te, ki so proti cepljenju ali pa razni te, ki širijo teorije zarot. Seveda te so vedno, ampak v večini ljudje so ljudje zdaj še enkrat ponovno so videli, da znanost nas bo potegnila ven s tem cepljenjem, recimo. Zdaj tudi znanost nas bo potegnila za energetsko krizo. Zdaj, komu do energije prišli? Nekako bo treba, brez znanosti bomo šli nazaj. Tako da to, da znanost prihaja in to po moje ljudje razumejo in tega bo vse več. Recimo medicina, imamo cepiva, antibiotike, rentgen, CT, to so take stvari, ki brez njih pač nas že skoraj ne bi bilo, da tako rečem. In to bo šlo še naprej. Tukaj ni treba nič kaj posebej, mi moramo samo omogočiti. Kako rastline rastejo, če jih zalivaš, pa gnojiš, one že same rastejo. Znanost bo šla naprej, samo mi moramo mlade pritegniti, jim omogočiti, pa seveda dovolj financirati, pa malo gledati in razumeti, da kolikor se financira v to področje, to se čez toliko in toliko let požanje kot nek sad, tako bi rekel. Tako da tukaj ni nekaj posebej treba delati. Treba je pač skrbeti za kakovost, zima stoliča univerze, pa treba seveda, kar sem tudi prej že malo omenil, da treba spodbujati tiste, ki dobro delajo. In to pošteno, na pošten način. Se pravi, ne da vsem daš nova sredstva, ampak daš
več tistim, ki pač boljš delajo, ali pa tistim, ki dobro delajo, pa morda niso imeli, pa se vidi, da so z tistega malega veliko naredili. Skratka, tistim, ki so do zdaj pokazali, da dobro delajo, tiste treba še spodbujati. Profesor, še tole na koncu. Kako je mogoče, da nihče ne razume kvantne fizike? Ja, to je zanimiva izjava, ki se venomer pojavlja in ponavlja. Zdaj to izhaja že od slavnega Nobelovca Richarda Feynmana. On je v 50-ih letih je imel predavanje o kvantni mehaniki in je zelo zanimivo začel. On je začel nekako tako je rekel, da novinari pravijo, da samo 12 ljudi razume gravitacijsko teorijo. Jaz dvomim, da je to kdaj bilo tako. Verjetno je najprej razumel samo eden, ta je napisal članek, potem pa, ko ga je napisal, je pa več kot 12 ljudi razumelo. Tako da ne verjamem, da je kdaj bilo 12 ljudi. Ampak merno pa lahko rečem, da nihče ne razume kvantne mehanike. Veliki Nobelovec Feynman, ki je dobil Nobelovo nagrado iz kvantne mehanike. In zdaj on je hotel povedati, da razumeti kvantno mehaniko je nemogoče. Tako je to nemogoče, kot da je nemogoče razumeti, zakaj Newtonovo jabolko pade z drevesa. Mi ne vemo, zakaj se telesa privlačijo, ne vem, zakaj se Luna, Zemlja privlačijo. Ampak znanost ni v tem, da bi vedela, zakaj se privlači, ampak kako se gibljajo planeti, kako se giblje jabolko. Mi točno vemo, kako bo padalo, ampak zakaj ga Zemlja privlači, ne vemo. Pač, zakaj kamen pade proti Zemlji. Mi tega ne vemo in ne razumemo. Mi vemo, kako pada, na kak način, poznamo enačbe, to so Newtonove enačbe, kako pada, tako tudi pri kvantni mehaniki. Mi ne vemo, zakaj so enačbe take. Smo jih odkrili v zadnjih stoletjih in jih zdaj uporabljamo. In zdaj beseda razumeti bi pomenila, zakaj razumemo, da so enačbe take. Tega ne vemo. Znamo jih pa uporabiti in na to nič ne moti, da ne razumemo, zakaj je tako. Se pravi, ko se reče, ne razumemo kvantne mehanike, to pomeni, ne razumemo, zakaj je treba ta nenavadna pravila in enačbe uporabiti na tak način. Mi imamo nenavadna pravila in enačbe, ki jih znamo uporabiti, znamo z tega se zračunati, ampak zakaj treba tako delati, pa ne vemo. Zato ne razumemo v tem smislu.